kriminaliteta zoper okolje se dogaja, prav je, da se jo naslavlja, da se o njej govori in tudi, da se jo proba zmanjšati. V vojaških spopadih gre za velika onesnaženja z kemičnimi snovmi, lahko s težkimi kovinami, gre za onesnaženje zemlje, ki je lahko dolgotrajno, potem vodnih virov. Strelivo dejansko lokalno polucijo povzroča, ne pa globalne. Večji vpliv na okolje imajo recimo sami sekundarne zadeve, kot so požari. Požara ne moreš gasiti, gozdnega požara ne moreš, industrijski požari so, odtekanje kemikalij, potem obnova, same na novo gradnje, betonske gradnje ali karkoli. Vse to daje tisti velik ogljični odtis. Glej, kaj nam dalo je vesolje, neskončno zvest nad mano, ta planet je vse, kar imamo. Zgodovina človeštva je zgodovina vojn. Pričakovanje, da bi ves svet lahko živel v trajnem miru, je le naivna želja. Podvečer govorimo o svetovnem miru, zjutraj pa se zbudimo v novo vojno, ki se je nekje začela medtem, ko smo spali. Potem preštevamo mrtve, ocenjujemo škodo. Okoljska škoda oboroženih spopadov je velika. Prizadene civilno prebivalstvo, degradira njihovo življenjsko okolje, zemljo, vodo, zrak. Posledice so takojšnje, čutijo pa jih tudi prihodnje generacije. O okoljskih posledicah vojn in zmanjševanju okoljskega odtisa vojske se bomo v tokratnem podcastu Samo en planet pogovarjali z doktorico Katjo Eman z Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in polkovnikom Robertom Šipcem, vodjo sektorja za energetsko učinkovitost in zeleni prehod Ministrstva za obrambo. Lepo pozdravljena in dobrodošla. Dober dan. Dober dan. Da vsak spopad, majhen ali velik, kjerkoli na tem planetu se zgodi, vpliva tudi na okolje, je nedvomno dejstvo. Ampak ko poslušamo in gledamo dnevna poročila o vojnah, o spopadih, o tem dejstvu redko kdaj kaj slišimo. Zakaj mislite, da se v teh poročilih medijskih o vojnah, o dogajanju na bojiščih, o okolju skoraj nikoli ne pove nič? Katja, morda začnemo z vami. Morda zato, ker je okolje nekako drugotnega pomena. V ospredje vseeno postavljamo človeška življenja, varnost. Te posledice na okolju so pa nekako res drugotnega pomena in nimajo tiste, bom rekla, pomembne minutaže v prispevkih. Je pa prav, da se tudi na te stvari nekako opozarja. Nedvomno vsak vojaški spopad, vsaka uporaba kakršnega koli orožja oziroma tehnike pušča sledi in posledice uničuje naravno okolje oziroma naravne vire in posledično povzroča tudi škodo za ljudi, ki na teh območjih živijo. Ja, okolje kot dejavnik, kot pomemben dejavnik našega življenja, brez katerega pravzaprav človeštvo ne more preživeti, je sicer v debatah sodobnega sveta močno prisotno. Okoljska problematika je na vseh drugih področjih nekako zelo močno zastopana, o tem se veliko govori. Zato se mi je na začetku zastavilo to vprašanje, čemu pa tukaj o tem velikokrat molčimo. Ampak verjetno vi, gospod Šipec, kot vojak, pa se tudi službeno kot vodja sektorja, ki sem ga omenila, s tem kar intenzivno ukvarjate, ne? Ja, sigurno. Ne samo zdaj, ko sem na tem položaju, ampak tudi skozi svojo celotno karierno pot. Ne pozabimo, da dejansko je narava tista, ki nas varuje, vojake, ki nam daje zaščito in tako naprej. In mi dejansko skrbimo za naravo oziroma res pazimo, da je ta narava čim bolj po nepotrebnem dotaknjena. Del naših treningov so tudi okoljevarstva, so zaščita biotske raznolikosti,
potem kulturne dediščine in tako naprej. To je skozi celo karierno pot dejansko del vsega treninga. V Slovenski vojski je dejansko obvezna vsebina okoljevarstvo od leta 2000 naprej kot del usposabljanja vsakega posameznika, in to mora vsak posameznik na 3 leta opraviti izpit iz okoljevarstva. Se pravi, pri nas se ne zgodi, da ne bi ločevali odpadkov. Se ne zgodi, da šofer, ko parkira tovornjak, ne bi dal lovilec olja pod svoj tovornjak in tako naprej. Ker se zavedamo, koliko je za nas pomembna narava. Vi gotovo veste, ali je Slovenija v tem bolj osamljen primer, ali pa je to vrstna praksa skrbi za okolje prisotna mogoče tudi v drugih evropskih vojskah, če se omejimo samo na Evropo, ki jo verjetno tudi poznate. Sigurno zelo dobro, zelo veliko sodelujemo v evropskem prostoru, v NATO, tudi v Združenih narodih, smo vse bolj aktivni na tem področju. Predvsem na področju energetske učinkovitosti, zmanjševanja ogljičnega odtisa, zmanjševanja vplivov na okolje in tako naprej. To so zadeve, kjer jih lahko merimo. Bom rekel, eksaktno lahko pomerimo in vemo, kakšni so naši odtisi, kakšni so drugi. Recimo v Evropi so bili prvi, ki so dosegali ISO 50001, to se pravi energetsko management oziroma učinkovito upravljanje z energijo, so bili Irci. Raven tako 14001, mi tudi smo zdaj že pridobili certifikat 50001, 14001 smo v pridobivanju. Mogoče razložite gledalcem, kaj ti certifikati pomenijo? 50001 je certifikat odličnosti na področju upravljanja z energijo. 14.000 pa odličnost na področju skrbe za okolje oziroma dejansko je to okoljski standard. To so tisti, podjetja, ki res želijo pokazati, da skrbijo za okolje, za energijo in tako naprej, gredo v pridobivanje tega standarda. Mi smo, moram reči, prvi v slovenski vladi, da smo se tega lotili. In je zelo dobro, ker je zelo pozitivni učinek oziroma zelo dobro sprejeto tudi pri vojakih, častnikih, počastnikih, tudi civilnem delu. In to so zadeve, s katerimi dejansko se lahko povezujemo tudi z drugimi državami Evrope v NATO in si izmenjujemo izkušnje. Ni pomembno, da imaš certifikat. Pomembno je, da znaš upravljati s temi zadevami in da poskušaš dejansko zniževati ta vpliv na okolje, na tak ali drugačen način. Trend je pomemben, ne sama številka. Ogljični odtis, o tem zdaj le govorimo, to pomeni verjetno zmanjšanje uporabe fosilnih goriv in tudi prehod na kakšne druge energetske vire. Sodelujete z slovenskimi podjetji, tudi znanstvenimi raziskovalnimi ustanovami, kot je Inštitut Jožef Stefan. Kaj razvijate, če to seveda ni prevelika skrivnost? Razvijate kakšne nove tehnologije skupaj strokovnjaki, nove vire energije? Nobene skrivnosti ni, zelo veliko, zelo radi povemo, kaj delamo. Mi smo celo ustanovili z grozdom zelenih tehnologij, TECES-om, ki je v Mariboru, smo ustanovili Slovensko partnerstvo za energijo in okolje, ker dejansko združujemo vso znanost in industrijo v točko, kjer poskušamo motivirati slovensko industrijo, to se pravi obrambno industrijo in pa dual use oziroma industrijo dvojne rabe, v to, da zmanjšajo že sam ogljični odtis v svojem proizvodnem procesu. Drugo, kar je pa, da nam pripravijo tehnologije oziroma dejansko vso opremo, ki bo znatno zmanjšala potrebo po energiji ali imela vpliv na okolje. Tukaj lahko dodam, da tisti, ki nam dobavljajo energijo, nekako ne želijo, da bi mi zmanjšali porabo energije. Pač to je čisto ekonomski vpliv, ampak mi se zavedamo, če zmanjšamo porabo energijo, nam zmanjša kompletno verigo vrednosti, to se pravi kompletno logistično oskrbo in od samega vira pa do same porabe. To se pravi, če na samem koncu mi imamo manj porabe energije, potem
bo tudi logistika veliko lažja in tako naprej. Podatki pravijo, da vojaška dejavnost, ne, se pravi, ne samo spopadi vojne, ampak tudi delovanje vojske v mirnem času povzroči okrog 5,5% svetovnih izpustov toplogrednih plinov. Ne. To je podatek, ki presega recimo skupen izpust letalstva in ladijskega prevoza. To je kar velik odstotek, ne? Ampak tukaj govorimo samo o izpustih, o fosilnih gorivih. Vi v svojem raziskovalnem delu pa seveda kot pri raziskovanju okoljskega kriminala, okoljske kriminologije, ne, ki zajema različne dejavnosti, ki povzročajo škodo v okolju, seveda veste, da gre tukaj tudi za druge reči, ne samo za izpuste iz fosilnih goriv, ne? Da, res je, ne. Ogljični odtis oziroma izpusti so samo eno od področij oziroma oblik ekološke kriminalitete povzročene s strani vojsk oziroma oboroženih sil, ker moramo vedeti, ne, ali v mirnodobnem delovanju, še huje pa v vojaških spopadih, gre za velika onesnaženja z kemičnimi snovmi, lahko s težkimi kovinami, gre za onesnaženje zemlje, ne, ki je lahko dolgotrajno, potem vodnih virov, tudi kakšnih drugih komponent, tako da so izpusti v zrak samo ena od oblik in je pomembno, ne, tudi proučevanje ekološke kriminologije na tem področju, predvsem zaradi identificiranja, zaradi preprečevanja in zaradi zmanjševanja teh oblik. Je pa tukaj na področju in vprašanju varnosti vedno težko pretehtati oziroma vrednotiti stvari, pa vendarle, ne. Kriminaliteta zoper okolje je, se dogaja, prav je, da se jo naslavlja, da se o njej govori in tudi, da se jo proba zmanjšati, ne. Jaz osebno zelo pozdravljam dejavnosti Slovenske vojske, tudi v našem raziskovalnem delu imeli smo ciljni raziskovalni projekt o teh tveganjih zoper okolje in ugotavljali kar veliko pozitivnih vplivov oziroma zelo veliko aktivnost Slovenske vojske tudi v primerjavi z drugimi državami Evrope in širše na področju zaščite in varstva okolja. Slovenija je pravzaprav ena izmed prvih držav, se mi zdi, me boste popravili, če se motim, ampak ki je nekako v javni govor, javni diskurs na mednarodni ravni vpeljala to podnebno, kar sicer zamolčano temo, ne, o vplivu vojn in vojske na okolje in na podnebje. Potem ustanovila je s partnerji tudi globalno zavezništvo za zaščito vode, ne. Poznate, mislim, kaj to zavezništvo pravzaprav pomeni in kaj si lahko od njega obetamo, kakšni so njegovi cilji? Vode so samo en del. Mi moramo dejansko pogledati vse skupaj. Jaz bi samo dodal nekaj, da seveda mi karkoli delamo v smeri, da nikakor ne smemo zniževati naših zmogljivosti, naših vojaških oziroma obrambnih zmogljivosti. Ugotovili smo, da skozi te naše aktivnosti te zmogljivosti izboljšujemo. To je prvo, kar je, treba se tega zavedati, ker če bi mi na račun zmogljivosti, ne vem, zniževali ogljičen odtis, to ne bi bilo prav, ker takrat, ko pride do krize, bi dejansko zaradi tega bilo toliko pa toliko več mrtvih, a ne v končni fazi. Ampak ja, zelo velik na tem področju dela britanska oziroma nevladna organizacija KEOPS oziroma Crisis and Environment Observatory, to se pravi opazovalci okolja oziroma vplivov na okolje, vseh teh konfliktov, ne? In oni so dejansko povedali, da če bi bile oborožene sile države, bi nekje bile na 3. mestu po ogljičnem odtisu in tako naprej. In oni računajo skozi znanstveniki, ki so del te organizacije prostovoljno, so tudi izračunali, kakšen je ogljični odtis ukrajinske vojne, izračunali so, kakšni so vplivi Palestine na okolje in tako naprej. In to ne samo po obsegu 1 in 2, ni samo ta del, kjer se tiče fosilnih goriv, ampak vse ostalo, ne? Ker ni problem, oziroma je problem,
mi nismo velik porabnik dizla oziroma fosilnih goriv. Mi smo relativno nizek. Tudi ostale vojske, dobre letalstvo, tisti, ki imajo več letalstva, več porabijo. Ampak te konflikti so bistveno večji vpliv na okolje imajo recimo sami sekundarne zadeve, kot so požari. Požara ne moreš gasiti, gozdnega požara ne moreš, industrijski požari so, odtekanje kemikalij, ne vem, potem obnova, same na novo gradnje, betonske gradnje ali karkoli, vse to daje tisti velik ogljični odtis. Sama poraba strelivo dejansko lokalno polucijo povzroča, ne pa globalne. Ne. Globalne so bolj drugi sekundarni vplivi in tako naprej. In to dejansko je vse zračunano. Ja, mi imamo tudi zračunan ogljični odtis Slovenske vojske in bom rekel, vem zato, ker smo se nekje srečali na konferenci in je bilo uradno povedano, da Cinkarna Celje je 5-krat več ogljičnega odtisa letno naredi po obsegu 1 in 2 kot pa celotna Slovenska vojska skupaj z ministrstvom in zaščito in reševanje. Se pravi, mi smo relativno nizek onesnaževalec ali pa pridodamo zelo malo k ogljičnemu svetovnemu odtisu. No. Ampak se pa trudimo, da to zmanjšujemo. In mi imamo strategijo, kako 2050 biti ogljično nevtralni. Vemo, tudi tehnologije razvijamo skozi slovensko industrijo in znanost. Tukaj veliko delamo na vodiku, delamo na sintetičnih gorivih, delamo na bistveno zmanjšani porabi, se pravi bolj učinkovitih zadevah, o učinkovitem ogrevanju, hlajenju, proizvodnji iz obnovljivih virov, hranjenju energije na različne načine. Tukaj je, zakaj? Ker vse te rešitve nam dajo, zboljšujejo naše obrambne zmogljivosti. In to je bistvo. Če nam dejansko, če pride do sinergije, zboljšanja naših zmogljivosti, obrambnih zmogljivosti in pa hkrati tudi zmanjševanje ogljičnega odtisa oziroma vpliva na okolje, potem smo zraven. Vode so samo del tega, seveda. Ja. Zdaj, Slovenija je majhna, tudi naša vojska ni številčna. V globalnih, se pravi, mi nismo tisti, ki bi lahko povzročili veliko ekološko škodo globalnih razsežnosti. Se pa to lahko zgodi, ne? Bojazen, da bi ena od prihodnjih vojn ali morda ta, ki že poteka, ne, povzročila ekološko katastrofo večjih razsežnosti. Ta strah je realen in ta strah je pri ljudeh tudi prisoten. Seveda je, če lahko tukaj dodam, mi imamo različne intenzitete teh konfliktov tudi. Recimo nizke intenzitete, tako kot je recimo Balkan, ki še vedno nekje tli in tako naprej. Recimo na Kosovu. Kaj dela na Kosovu, kar se tiče okoljevarstva? Tam so rudniki, ne vem, Trebča, ki ima 40 ali koliko ima vseh teh različnih obratov in tako naprej, kjer je veliko kemije noter, veliko je raznih kemičnih stvari, ki bi lahko prišle če bi prišlo do izlitja, ker mogoče niso tam ljudje toliko, se ne zavedajo, kakšno katastrofo lahko to povzroči. Ampak NATO dnevno skrbi tudi za te zaloge, jih gleda, šteje, vidi ali spušča, ali se dejansko ponikne v vodo, ali ne. To se pravi, tukaj, tudi če so konflikti dejansko na tisti lokaciji, sploh če so nizke intenzitete, same oborožene sile za lokalno prebivalstvo tam lahko zelo veliko naredijo. Veliko je bilo, recimo, očiščenja samih površin skozi te. Je seveda problematično tam, kjer so visoke intenzitete ti konflikti, tam ne moreš dejansko narediti. Tam moraš ta prvi poskrbeti, da je mir, da se odbraniš in tako naprej. Vse ostalo pride kasneje. Ja. Zdaj v teh raziskavah, ki jih delate, ne, se pogovarjate tudi verjetno z različnimi ljudmi, od vojakov do civilnega prebivalstva. Kakšno je splošno razpoloženje, mnenje, odnos do tega med ljudmi? Mogoče imate kaj podatkov o tem? Da, lahko. Če se lahko najprej navežem na prejšnje vprašanje, ne, veliko težavo včasih lahko povzroči uporaba kakih kemičnih, radioaktivnih, ne, in podobnih orožij, ki pa res lahko povzročijo kakšno širšo onesnaženje, večjo škodo. Ne. Naprimer tudi zdaj, ko so bila zadeta
rezervarji oziroma zbirališče goriva in to, ne, ko smo gledali te velike požare, črni dim, ne, gre za splošno onesnaženje velikih razsežnosti, tako da to so takšne okoljevarstvene oziroma okoljske problematične zadeve. Če pa grem naprej na vprašanje glede raziskovanja, zdaj v Sloveniji je vse odvisno od tega, koliko blizu in koliko daleč od nekega vadišča povprašujemo ljudi, ne, nedvomno, jaz se strinjam, ne, da če je vadišče blizu prebivalcem, s katerimi se pogovarjamo, jih najverjetneje ta vadba, ta hrup moti do določene mere. Imamo pa mogoče tudi kakšne pozitivne vplive, ne. Mi smo ugotovili v raziskavi, da se na nekaterih vadiščih, ki jih Slovenska vojska ne uporablja tako redno, pa pojavljajo kakšne zaščitene avtohtone rastlinske in živalske vrste, ki so se tam naselile. Tako da nekako merimo ta dvojni vpliv, ne, ki ni slab. Je pa treba vedeti, da pri varnosti, ne, pri zagotavljanju varnosti in stanje v Sloveniji več ni tako zelo lepo, kot je mogoče bilo kakih 5 let nazaj ali pa 10 let nazaj, se generacije, ki smo doživele osamosvojitveno vojno Slovenije, nekako drugače vrednotimo te stvari, ampak vmes smo pa imeli eno obdobje miru, ne, eno obdobje, ko smo nekako postali malo ležerni, če se lahko tako izrazim, ko ni bilo te napetosti, te varnostne težave, ki pa se je po mojem mnenju in opažanju sedaj med prebivalci spremenila. Jaz se tudi dnevno pogovarjam z študenti na Fakulteti za varnostne vede in je ta neka, čutiti to neko napetost oziroma ta nek strah, kaj pa se lahko zgodi oziroma ni več vse tako lepo, kot je mogoče bilo še kakih 50 let nazaj, ko smo res živeli v enem takem mirnem obdobju. Vsi, nedvomno, so se dogajali tudi vojaški in drugi spopadi, svet nikoli ni imel popolnega miru, pa vendarle niso bili tako blizu nam ali pa niso bili tako negotovi in neobvladljivi, če se lahko temu tako izrazim. Tako da nasplošno, ko smo proučevali stališče slovenskega prebivalstva do Slovenske vojske, pa ugotavljamo, da gre vseeno za en tak pozitiven odziv. Je res, pokazala se nam je določena mera nezadovoljstva na teh območjih, kjer so pogosteje te vaje, se pravi območje Poček, je eno od takih problematičnih področij. Drugače pa ne, Slovenija oziroma prebivalci nasplošno imajo kar pozitiven odnos do Slovenske vojske, še posebej tisti, ki se zavedajo, da je to nekaj, kar potrebujemo v tem nemirnem obdobju oziroma za zagotavljanje miru. Kako se sporazumevata vojska in civilna družba tam, kjer si delita neko območje, kjer sta zelo tesno blizu? Verjetno mora priti do sodelovanja, do dogovarjanja, drugače. Sigurno, z lokalno skupnostjo zelo dobro sodelujemo. In tukaj sicer to ni moje področje, ampak dejansko je to na najvišjem političnem nivoju in potem po celotni strukturi navzdol se z lokalno skupnostjo se stalno dogovarja, tudi obveščanja so, kaj pa kako se bo dogajalo in tako naprej. Tako da, ja. Ampak moramo vedeti, mi dejansko moramo natrenirati se oziroma moramo se usposabljati, da bomo lahko takrat to uporabljali, ko bo treba. Ker mi se borimo tako, kot smo se usposabljali. Je pa tudi res, da pa gradimo velike simulacijske centre, da zmanjšamo samo usposabljanje zunaj na terenu, čeprav je nujno potrebno na koncu, da je se usposabljamo v različnih simulatorjih, to se pravi, vedno zboljšujemo tudi ta naš trening oziroma naše usposabljanje na različne načine, da smo skozi boljši. In pa tudi, da nismo toliko odvisni od vremena, ker določene stvari pač takrat, ko so, tudi to je treba povedati, da je zelo velik vpliv te okoljske spremembe oziroma klimatske spremembe na oborožene sile, kakorkoli. V kakšnem smislu? V kakšnem smislu, pa če že pogledamo v Sloveniji, ker se te stvari so skozi bolj občutne, smo mi veliko več aktivirani v sistemu zaščite in reševanja, ker to je del naše naloge. Takrat se mi ne moramo usposabljati oziroma se usposabljamo drugačen način. Potem recimo sama opremo je treba prilagajati visokim temperaturam, visokim vetrovom, poplavam in tako naprej.
tukaj je treba gledati vnaprej tudi, kakšne bojo te klimatske spremembe in se prilagoditi za svojo organiziranosti, za svojimi zmogljivostmi tem predvidenim spremembam. To niso tako enostavne zadeve in kar zahteva veliko časa in na koncu tudi denarja in pa usposabljanja. Ne. Prej ste dejali, ne, gozd je vaš zaveznik, pa sem se spomnila, da so gozdovi v Sloveniji od nekdaj že zaveznik slovenskega naroda in njegovih vojska, ne? Kajti partizani brez gozda verjetno ne bi bili tako uspešni v svojem uporu proti okupatorju. Lahko gozd tudi danes še igra pomembno vlogo pri zaščiti, ali pa je sodoben način bojevanja, tehnološki, se pravi droni, zaznavanje, skratka, ne, v partizanih niso mogli zaznavati toplote med drevjem, lahko so samo videli kakšen ogenj, če so ga neprevidno pustili prižganega. Ne. Danes se je še mogoče na podoben način bojevati. Da? Če pogledamo recimo ukrajinsko vojno, zdaj določene posnetke in tako naprej, dron ne more v gostem rastju leteti. To je dejstvo, zaradi tega postavljajo mreže in tako naprej. To so zdaj največji uničevalci, so ti mali poceni droni. Potem termalna slika dejansko ni enaka kot recimo na odprtem. Sigurno je to zelo, zelo pozitivno oziroma dejansko nam daje gozd zaščito. Je malo težje seveda streljati skozi gozda, ampak je pa po drugi strani, pa če že ti daje zavetje, je pa to lahko izkorist nekdo, da ti zažiga potem te gozdove in te s tem pravzaprav tudi prepodi iz tistega, ker pa zelo dobro gorijo, ko gorijo. Ja, to smo žal videli na Krasu pred časoma, kako je, ko gozd zagori in tega si nihče ne želi še enkrat doživeti. No in tam smo zelo dobro, hvala Bogu smo zelo močno sodelovali tudi pri teh požarih in predvsem naši tisti, bom rekel, najbolje usposobljeni vojaki, to so tisti, ki navigirajo različne oborožitvene sisteme, so tukaj prišli do izraza, ker oni so lahko istočasno navigirali dron, ki je izvedoval, helikopter, ki je gasil, letalo, ki je gasilo, zemeljsko posadko, ki je gasilo. To je recimo direktno ena aplikacija nekoga visoko usposobljenega vojaka, ki zna delati z različnimi orožji pri samem zaščiti in reševanju. To so ljudje, ki so, bom rekel, izredno usposobljeni, zelo veliko, bom rekel, tudi denarja gre v njihove znanje, v njihovo usposabljanje, ki jih pa lahko v mirnem času izkoristimo zelo koristno za take namene. Katja, prej ste me pravzaprav presenetili s podatkom, da na področjih, kjer niso vaje preveč pogoste, se pojavljajo rastline, biotska raznovrstnost, ker to je eden izmed očitkov bil, ki sem ga nekje zasledila tudi, da pač vadbeni prostori uničujejo biotsko raznovrstnost, degradirajo zemljo, o vodi smo že prej govorili, da lahko pride do onesnaženja. Ta podatek je pravzaprav spodbuden, da Da, tudi za nas je bil zelo, zelo tak pozitivno presenetljiv. S Fakulteto za varstvo okolja iz Velenja skupaj smo izvajali ciljni raziskovalni projekt, kjer smo opravljali tudi analize na terenu, se pravi analize vode, pač vsebnost težkih kovin, kemikalij v zemljinah in podobno. In da, presenetilo nas je, da smo ob pregledu potem ugotavljali tudi, da so se pojavile te zaščitene avtohtone rastlinske in živalske vrste na določenih vadiščih, ki Slovenska vojska tako pogosto ne uporablja. Mogoče se tam uri enkrat na leto ali pa tudi ne, ker vseeno vadišč je kar nekaj po celi Sloveniji, ampak aktivno se uporabljajo samo nekatera, vsa. Tako da to je en tak pozitiven podatek, presenetljiv podatek, ki kaže na to, bom rekla, dobro značilnost naravnega okolja, ki stremi k temu, da se obnovi, da se popravi, zaraste. Moram povedati tudi, da so postopki te fitoremediacije, ko se sadijo določene rastlinske in tudi drevesne vrste, ki so sposobne črpanja težkih kovin iz zemlje, tudi en tak dober, pozitiven vpliv, da se to dela, da se pomaga okolju, da se očisti in se nekako popravi.
Je pa iz raziskovalnega vidika kot kriminologinja, ker delam na tem področju že 20 let, zelo pohvalno videti, kako zelo okoljevarstveno zavedni smo Slovenci. Ne. To smo v preteklosti že večkrat dokazali. Ne. Ena taka največja zmaga je zaščita vode in vpis pravica do dostopa do vodnih virov v slovensko ustavo. Ne. Smo ena od 3 držav na svetu, ki ima upisano to pravico v ustavo. In mislim, da tudi skozi ta odnos ljudi, prebivalcev, del tega so tudi slovenski vojaki, ne, imamo tako visoko mero oziroma tako visoko vrednoto, spoštovanje do narave in do okolja. Ker če se ne bi tako obnašali, če ne bi imeli tega mogoče v sebi, ker nam je pomembno, v kakšnem okolju živimo, tudi tega ne bi bilo. Ne. Zdaj, za protiutež lahko nekako dam primer ameriške vojske. Ne. Žal so Američani z temi svojimi vadišči oziroma kampusi znani potem pridejo, ne, in ko odidejo, za sabo pustijo razdejanje. Eden od takih primerov je bil primer vojaške baze v Fruitvale v Združenih državah Amerike, ko so potem prebivalci počistili za njimi in nekako si naredili okolje njim prijazno. Ne. Tako da to je ena od takih negativnosti določenih vojaških sil, ki niso tako zelo zavedne. No. Moram pa reči, da mi je všeč, da živim v državi, kjer ima vojska en tak pozitiven odnos do okolja. Verjetno vi sami zelo skrbite in nadzirate morebitne izlive, izpuste, onesnaževanje. Je potem še kdo, še kakšna organizacija, ki bdi nad tem, kakšno okolje pušča vojska za sabo? A mislite v Ministrstvu za obrambo oziroma v ne, še kakšen zunanji organ, recimo. Kontrolira, recimo. Ne, če pride do izlitja, sigurno naredimo vse tako, kot je prav, tudi damo neodvisnim inštitucijam potem pomeriti vse te zadeve. Ne samo doma, moramo še nekaj povedati, ta zakonodaja, okoljevarstvena, bom rekel zakonodaja evropska, ki je, dejansko jo mi apliciramo in jo moramo upoštevati tudi, ko gremo na misije. To se dogaja na Kosovu. Jaz sam, recimo, sem vodil področje tudi inženirije in tako naprej dol na Kosovu v poveljstvu KFOR-ja. In tam je prišlo do izliva nafte v eni bazi, manjši bazi tam. In seveda, ko smo mi to sanirali skupaj z drugimi državami, ne Slovenija, ampak ko je bilo saniranje vse skupaj, se je vse dejansko pomerilo, kakšna je vsebnost tega in tako naprej. Ugotovilo se je dejansko, da je ogromen v tleh težkih kovin. Ampak kaj, baza je bila narejena na odlagališču odpadkov rudnika Trepča. To se pravi, s tem smo potem tudi se zavedali, da mi vojake moramo preseliti na bolj zdravo okolje. Čeprav smo imeli tam bazo, recimo vrsto let. Ne. In to delamo skupaj z drugimi državami. Vse te naše misije, evropske ali NATO misije, imajo okoljske svetovalce. Vsi poveljniki misij imajo okoljske svetovalce. In to je en pomemben podatek, ker skrbimo, gledamo na okolje, bom rekel, na samem vrhu in potem po enotah dol. Ravno kot v Slovenski vojski. Imajo okoljske svetovalce, energetske svetovalce in tako naprej. Podjetij, koliko podjetij v Sloveniji ima to? Žal ne vem, verjetno nihče od nas ne ve. Kakšna že, ne, upam. Zdaj, po vsem tem, kar smo danes govorili, oziroma sta vidva povedala, si človek lahko kar oddahne, a ne? Da pač tukaj v tem našem mikroslovenskem okolju kar lepo skrbimo vsi skupaj ali pa skrbite za to, da se to okolje ohranja, ne? Ko pa gremo na širni svet, da tako rečem, ne, je pa situacija seveda precej drugačna, ne? Ker to, recimo, zdaj zadnja vojna, ki se dogaja na Bližnjem vzhodu, nima samo teh neposrednih vplivov spopadov, ki so grozoviti, ampak tudi vpliva na vse ostale, recimo poti, ne, civilno letalstvo ima zaprt zračni prostor, morajo letala narediti veliko daljšo pot, da pridejo do cilja, potem tudi tovorni ladijski promet je onemogočen, vsaj delno, ne, in tudi ladje morajo napraviti veliko daljšo pot, kar seveda spet pomeni ogromno dodatno porabo energije, ne. In mi lahko vplivamo na naš majhen prostor
ne moremo pa vplivati na vse te globalne tokove, trpimo pa tudi njihove posledice, ne? Ja, tukaj absolutno se ne smemo vdahniti. Bom rekel, s temi konflikti, ki so zdaj sploh nastali, so močno oslabljene oskrbne poti, predvsem za energenti. Ja. In tukaj mi govorimo o odpornosti države, družbe in pa posameznika. In če gledamo potem to, bom rekel, kdo je pa tisti, ko nastane nekaj, oziroma kdo je tisti first responder, oziroma kdo mora prvo odgovoriti na te lokacije, to so sistemi zaščite in reševanja, oziroma vse te sile skupno za Slovensko vojsko. In če so oskrbne poti z energenti prekinjene, mi ne moramo delati. Izkušnje iz Španije, naši kolegi, ker se velikokrat srečamo skupaj in izmenjujemo te izkušnje, so povedali ob tem blackoutu, ko je zmanjkalo elektrike v Španiji, oni so bili fantastično oskrbljeni, v bazi so bili, vse so imeli, vse delali. Kaj je bil problem? Ko so prišli do prvega križišča, niso delali, semafori so bili blokirani, niso mogli delovati. To se pravi, to so tiste zadeve, kjer te globalni konflikti dejansko vplivajo lahko direktno na oskrbne linije, ki jih mogoče zdaj nismo toliko upoštevali v prejšnjih letih, moramo veliko več posvetiti naše energije, same odpornosti cele države, družbe in pa posameznika. In tukaj dejansko moramo več narediti. Seveda pa lahko naredimo z obnovljivimi viri, za hranjenjem energije, za pretvorbe energije v zadeve, ki so nam veliko bolj okolju prijazni in tako naprej. In mi delamo veliko teh raziskav, razmišljamo 15 let naprej mogoče. Za nas, bom rekel en primer, zelo koristna jedrska energija, ampak ne ta, recimo, velike zadeve, ampak manjše zadeve, na zelo majhnih energetskih količinah. 15 let tega sigurno ne bomo videli, mogoče bomo, če bomo mogli zelo hitro delati. Ampak to so zadeve, ki jih moramo zdaj razmišljati, kako skrajšati oskrbne poti in si tako zagotoviti odpornost. Vse to je povezano z okoljem, dejansko. Ne, ideja oziroma informacija o modularnih jedrskih elektrarnah ni nekaj tako zelo novega, je pa še nekaj, kar se razvija, pa vendarle ne. Naprimer tudi v železarni Akroni Jesenice razmišljajo o tem, ker potem postanejo neodvisni, imajo zagotovljen vir energije, ki ga potrebujejo za svoje delovanje. Bi se pa želela navezati na eno od stvari, ki jo mogoče pozabljamo, ampak jo z vidika kriminalitete zoper okolje opažamo zdaj pri teh spopadih. Naprimer, informacija, da je iz Združenih arabskih emiratov in tudi drugih napadenih držav ogromno ljudi pobegnilo. Pri tem pa za sabo pustilo hišne ljubljenčke. V momentu imamo živali, ki so prepuščene same sebi, in z vidika mučenja živali gre za kriminaliteto oziroma ekološko kriminaliteto, kar je pošastno, če se mene vpraša. In to so pa potem ta ozadja, ki se zgodijo, ki se dogajajo, na katere mogoče včasih pozabimo, jih ne zaznamo tako. Ja, saj pomembni so energenti, pomembna je splošna varnost. Ampak v ozadju se pa mogoče odvija kakšna od takih oblik kriminalitete zoper okolje, na katero pa v prvi vrsti sploh ne pomislimo, pa se dogaja. Ja, ljudje reagiramo v kritičnih situacijah zelo različno, tako da je zelo težko sočasno presojati, kaj in kako, ko si na begu. Ampak mislim, da marsikdo bi svojega ljubljenčka vzel s sabo, ne glede na vse. In seveda, ko govorimo o okolju, ne smemo pozabiti na živali. Če smo prej govorili o rastlinskih vrstah, ki znova naseljujejo nekdanja ali pa še aktivna vadbišča, kako pa je z živalmi? Ptice, živali lokalnih habitatov, kako se nekako navadijo na hrup, na poke, na vse to, kar se dogaja, pobegnejo, se potem spet vrnejo ali zapustijo recimo ta prostor, na katerem se to dogaja. Tukaj ne bom znal odgovoriti, če je bila kakšna raziskava mogoče. Če je bila, Enako kot pri rastlinah se tudi živali zaščitene lahko naselijo na takih nepogosto uporabljenih vadiščih. Pri živalih je pa tako, da v času urjenja se umaknejo, ampak potem se spet vrnejo, ker imajo svoje poti premikanja, tako da ugotavljamo tudi prisotnost kakih zaščitenih ptic in drugih živali na teh območjih.
Zdaj nismo vedeževalci, ne moremo napovedovati prihodnosti, ampak glede na vse, kar smo se zdaj pogovarjali, bi lahko nekako z optimizmom dejali, da če ne bo seveda spopada globalnih razsežnosti, jedrskih in podobnih, je Slovenija dobro pripravljena na morebitne izzive, če tako rečem, ki se lahko zgodijo v teh nepredvidljivih časih. No, tukaj jaz ne morem odgovoriti. Tukaj so službe, ki to znajo pravilen odgovor tudi pripraviti. Jaz samo vem, da naša naloga je, da poskrbimo, oziroma skrbimo za to, da povečamo odpornost. Tukaj je in pa, da hkrati tudi zmanjšujemo vpliv na samo okolje. Ko rečete odpornost, mislite na odpornost celotnega našega sistema oziroma vseh sistemov, ki skrbijo za to, da država deluje in da mi v njej lahko seveda, živimo. To je zelo kompleksna zadeva. Naše področje več ali manj energija oziroma ta in pa samo okolje. In tukaj to so ene ključne zadeve, recimo pri sami odpornosti. Kakorkoli pogledamo. Prvo, kar je brez varnosti, brez energije, nobena stvar ne funkcionira. In to so osnovi. In če to znamo rešiti, če to recimo damo takoj v to enačbo, z velikimi koeficienti oziroma količniki, potem smo na dobri poti. Nas pa svet uči, da moramo gledati v te stvari, da mogoče pa nismo vedno tako dobro razmišljali v tej smeri, ampak dejansko tudi zadnje vaje, recimo odpornosti, kar so bile, so pokazali marsikaj, kar lahko zboljšamo. In jaz mislim, da gremo v smeri, da te stvari izboljšujemo. To je bistvo, da imamo trend, pozitivni trend. Iz zgodovine, kot pravi znano reklo, se nič ne naučimo. Vedno ponavljamo iste napake in te umazane sledi vojne ostajajo dolgo časa, ostajajo za prihodnje generacije, neeksplodirane bombe in mine iz Prve svetovne vojne so še vedno posejane po zemlji v Posočju. Prebivalci Hirošime ne bodo nikoli pozabili atomske bombe. Bo mir na svetu, ko bodo izumrli dinozavri? Pod narekovajem dinozavri. Ne, mir na svetu bo takrat, ko bomo izumrli ljudje. Jaz mislim, da. Drugače pa nove tehnologije so vse bolj natančne. Če vemo v Prvi svetovni vojni, koliko je bilo ogromnenih, granat izstreljenih, da je bilo relativno malo učinka na drugi strani. Druga svetovna vojna, ravno tako velika bombardiranja industrijskih mest, cela mesta so zredila zemljo, samo zaradi tega, da so znižali določeno vojaško moč. Zdaj govorimo o preciznih oborožitvah oziroma orožjih, ki dejansko selekcionirajo cilj in zadanejo ti cilj. Zmeraj se pojavlja tudi kolateralna škoda, ampak se zmanjšuje. In tukaj mogoče je tudi ena taka pozitivna zadeva, da dejansko tisto, kar moraš izločiti v boju, izločiš in vse ostalo pustiš. To se pravi, boljša, ko je tehnologija, manj je potem vpliva na okolje, kakorkoli, in pa manj je teh postkonfliktnih recimo ostankov, takih kot so neeksplodirane mine in tako naprej, ki so grozne. Pa vendarle želimo si, da bi prihodnje mlade generacije, ki jih sedaj izobražujemo, učimo, nekako zavzele to stališče miru, da bi opustile to nepotrebno bojevanje, vojskovanje, ki ima ogromne posledice na različnih področjih, nivojih in pušča tudi dolgotrajno škodo, ne samo na prebivalcih, prav tako na okolju. In bi nekako zaživeli v miru. Vsekakor si kot zrela družba, odgovorna družba, tega želimo. To nikakor ne pomeni, da vojaških sil ne rabimo, ker ravno v Sloveniji vemo, kako zelo pomembno je, da nam priskočijo na pomoč v vseh varnostnih ali tudi drugih naravnih nesrečah in ujmah. Pa vendarle, jaz upam, da vsaj skozi izobraževanje na fakultetah, v šolah in drugače prenašamo neko sporočilo ničelne tolerance do vseh oblik nasilja, tudi do vojnega nasilja, ker se včasih zdi, da se ljudje, ki imajo moč, malo preveč igrajo z varnostjo in z usodo ljudi, ki si samo želijo normalno živeti oziroma živeti v miru.
Katja Eman, Robert Šipec, hvala, ker sta bila gosta našega tokratnega podcasta in upam, da se srečujemo še naprej v miru. Hvala vam. Hvala. Hvala.